pocestniško obnašanje, ki bolj pritiče cesti in potepuhu kot pa poslancev državnega zbora. Same pa so v tem videle, najstarejšo obrt na svetu in seksizem. Se je Lena Grgurevič kar nekako klatila po vseh možnih odborih. Začenjamo dolgočasen mandat Janeza Janše. Mislim, da je Janša tip vodje, ki izrazito zaposli ministrski zbor. To je tedenski safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni, pa tudi levi in besni, teh je danes kar nekaj. Ne? Ja, z nami so histerične poslanke Gibanja Svoboda. Ja, pa vseh 16 članov nove slovenske vlade. Pa tudi nova novinarska kolegica Tanja Fajon. Ja, ki želimo vse dobro v novi službi na Radiu Ars. Iz Povšetove pa se nam oglaša oziroma nas spremlja župan in kuharski mojster z eno najdražjih kuhinj v Sloveniji, župan Milan Balažic. No, z nami pa tudi tokrat ne bo Dušana Smodeja, ki se ne bo oglasil prek videokonference iz Francije. Ja, kar precej pestro dogajanje tedna. Pravzaprav, Mirko, lahko bi rekla, da z današnjim dnem postavljamo nekako piko turbulentnemu sestavljanju vlade po volitvah, skoraj nekje smo gledali dobro 2 meseca, in začenjamo dolgočasen mandat Janeza Janše. Mislim, to že v trenutku, ko je izrekel bodoči premier v bistvu. Že takrat mi je šlo rahlo na smeh ob želji, da bi imel dolgočasno vlado, ki ne bi dvigovala prahu in bi predvsem zelo veliko delala. V to slednje sicer kar nekako ne dvomim. Mislim, da je Janša tip vodje, ki izrazito zaposli ministrski zbor vsakič, ko je na oblasti. Pa vendar, če gledaš že ta začetek prelomne seje, četrtkove, ko se imenuje 16. slovenska vlada, prve pol ure se je izgubilo samo za postopkovne manevre in predloge. Poslanke Svobode so od predsednika državnega zbora Stevanoviča zahtevale opravičilo za Facebook zapis, v katerem jim je očital, citiram, pocestniško obnašanje. On sicer trdi, da je s tem mislil nekako obnašanje, ki bolj pritiče cesti in potepuhu kot pa poslancev državnega zbora. Same pa so v tem videle, najstarejšo obrt na svetu in seksizem. No, če smo že pri tem, se je Lena Grgurevič kar nekako klatila po vseh možnih odborih, tudi tistih, kjer ni članica in pravzaprav zganjala, bom rekel, neko dramo na zaslišanjih ministerskih kandidatov, kar nekoliko bizarno je bilo. Jaz, ko sem spremljal malo ta soočenja oziroma zaslišanja ministerskih kandidatov, sem se spraševal, pa v koliko odborih pa je nenazadnje Lena Grgurevič, da jo vidim prav po vsakem ministerskem kandidatu. Potem sem ugotovil, da je v resnici samo v 2, za pravosodje in zunanjo politiko in podpredsednica komisije za poslovnik. To je pa že skoraj cinizem prve vrste. Ker če kdo hodi po meji ali pa čez mejo poslovnika na vsaki seji, je pa to ravno Lena Grgurevič, ampak glej, očitno jaz dvomim v naključje. Jaz mislim, da ta mini kampanja ali pa mini turneja po odborih ni bila čisto naključje ali pa stvar navdiha. To je bil dejansko nek mini povolilni promo spot Lene Grgurevič, ki smo jo res videli, kot praviš, na praktično skoraj vseh ministerskih zaslišanjih. In zdaj, ne vem, sprašujem pa se jaz vedno, ko vidim neko načrtno početje politikov, čemu je namenjeno. Ali je recimo končni cilj Lene Grgurevič, da se v tem mandatu, tokrat z izkušnjo opozicije, profilira, ne vem, kot levi Franc Pukšič, ali pa, če sem bolj svež, Žan Mahnič, ali pa, ne vem, če grem še malo v zgodovino, kot levi Pavel Rupar. Ne vem, očitno vendarle, kolikor ima povedati proti desni politiki in SDS-u, ima tam očitno glavnino svojih idolov, ki jim želi biti po retoriki podobna. Nimam pa resnično o takšnih poslanskih ekshibicijah na splošno dobrega mnenja. Sploh o konkretni gospe se mi zdi, da hodi ali na plenarne ali na te seje delovnih teles z namenom načrtnega provociranja vseh prisotnih. Ja, in posebej po svoje zanimivo mi je tukaj spremljati. Tukaj pa moram priznati, da me navdušuje
predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ne, ki potem z več kot očitno, sicer rahlo ironično, ampak mirnostjo, ne, se pravi s to povsem hladno glavo odgovarja na vsa ta izzivanja in jih verjetno s tem še nekoliko počge, ampak res na tistem se ne pusti sprovocirati, ne, da bi padel na prenizek nivo, oziroma če že to sam dozira, ne, z recimo že prej omenjenim tweetom, ne, ampak spet recimo, če primerjava, ne, ker velikokrat se primerja za ta tweet, ravno zaradi interpretacij, ki so jih nekatere poslanke doživele, ne, z tistim tweetom Janeza Janše, zaradi katerega je bil potem na sodišču kasneje izgubil, ne, ampak Zoran Stevanović je šel bistveno bolj taktno, ne, v to ni omenjal nobenega s konkretnim imenom, ne, tudi kot razlaga zdaj, ne, ni mislil te najstarejše tudi kot nam je prebral zgodbe, Uroš Slak v oddaji 24 ur zvečer na Pop TV, ima dejansko pridevnik pocestniški tudi ta pomen, ne, da ne komentira neke obrti, kot sem rekel, ne, ki je prepovedana v Sloveniji, pač pa način obnašanja, ki ni primeren, ne, tako da mislim, da ta stvar sodno, Robert Golob je že histeriziral, ne, s sodiščem, mislim, da za to ni nobene potrebe, oziroma tudi če bo, ni nobene možnosti za uspeh. Drugo bi pa rekel, tako kot ne vidim nekega smotra ali pa kaj želi doseči poslanec, ki postaja maskota oziroma klovn državnega zbora, tako tudi ne vidim cilja v razvlačenju ali pa postopkovnem podaljševanju, tako sej na delovnih telesih kot plenarnih. Vidno je namreč, kar je razumljivo, kar se tudi vedno nekako po volitvah dogaja, da pozicijo, ki je izgubila oblast, ne, in prehaja v opozicijo, ta stvar boli, da jih torej izguba oblasti boli, ali ne bi torej bi bilo bolj racionalno hitro opraviti s prenosom oblasti in se potem vsebinsko ukvarjati s kritiko nove vlade, kot pravzaprav samemu sebi podaljševati ta začarani krog bolečine in zagrenjenosti. No, zdaj jaz tukaj vidim dva razloga, ne, pač, zdaj, oziroma dve stvari. Po eni strani se mi zdi, da skuša Lenart Grgurević, ne, in njej podobni, ne, mislim, da jo nekako posnema. Tak občutek imam, ne, veš, kot je v SDS-u ima že Žana Mahniča, ne, in potem Andreja Poglajna, ne, ki ga nekako poskuša posnemati, ne, imaš zdaj v Svobodi Leno Grgurević in potem Sandro Gazinkovski, ne, ki jo nekako poskuša malo posnemati, oziroma za njo malo skače. Ne? Tako kot tista, a veš, otrok, ki se drži maminga krila, potem pa malo jezik kaže. Zdaj si naštel dve in potem so še 30, nekako, to je skupina 5, ki jih je verjetno skupaj naslavljal post Zorana Stevanovića. Imaš potem še Saro Žibrat, Janjo Sluga in oprosti mi še eno poslanko, ki mi je zdaj trenutno ušla iz glave. V glavnem mislim, da se jih in Terezo Novak, ne, ki sodeluje tudi pri teh recimo civilno-družbenih vlaganju ustavnih pritožb in tako naprej. Ne. Torej nekako krog 5 poslank, ki, jaz po domače rečeno bom rekel, zganjajo kraval na praktično vsaki seji, kjer se pojavijo. Ne. No, ampak zdaj, kar se tiče ta logika Lene Grgurević, mislim, da hoče pokazati, oziroma želi ustvariti v javnosti vtis, kakšna diktatorska oblast prihaja, ne, da niti se ne drži poslovnika državnega zbora, niti omejuje razpravo, ne, prekinja, ne pusti poslancem do besede. Ne. Zdaj, kar se tega tiče, zdaj tako bom rekel, ne, po eni strani mi je blizu tudi ta učinkovitost, zdaj bi pa po eni strani si želel vendarle dvoje, ne? Da bi poslanci res imeli možnost, ne, vsi postaviti vprašanja, ki si želijo, pa da bi dejansko vprašanja postavljali, ne? Da ne imeli tiste situacije, ko smo poslušali na zaslišanju Anžeta Logarja, prvo vprašanje, poslanec Robert Janov, 35 minut, mislim, da je postavljal vprašanje v narekovaju, ne, seveda, mislim, ne vem, če je sploh prišel do enega vprašanja na koncu, ne, ker je toliko časa razglabljal o tem volilnih prevarah in o tem, kako Anže Logar zanemarja šport. Ne, potem sem bral zanimiv post Žige Turka, ne, ki pravi, gledam sejo, govori Janja Sluga, prime me lakota, pokličem pizzerijo, naročim pico, odpeljem se do pizzerije, pridem nazaj domov,
še vedno govori Janja Sluga. Ne? Se pravi, mislim, da za vprašanje postaviti bodočemu ministru ni potrebnih 35 minut, ne? Se mi pa zdi prav, da pač Orang torej povpraša minister. Tako da tukaj sta, bom rekel, na eni strani problem tega zelo ostrega urnika, po drugi strani pa bi lahko bistveno več vprašali, če bi dejansko postavili vprašanje, tako da so si pravzaprav poslanci Svobode sami tukaj zaprli to. Tukaj jaz mislim, da še bova kakšno glede dolžine sej v nadaljevanju, ko bova pogledala tudi, kakšno je bilo pritoževanje opozicije na skoraj vseh ministrskih zaslišanjih. Dejva reče kakšno v tem uvodu, ki ga je v današnjo sejo naredil Janez Janša. V bistvu se je meni zdelo eno tako nadaljevanje tistega govora, ki ga je imel. Mogoče pred uvodom Janeza Janše, samo še, kaj si rekel uvod, smisel še ta ping-pong, Janja Sluga me malo preseneča, vendarle je poslanka z dolgim stažem, mislim, da v Svobodi celo enim najdaljših, zdaj primerljivo morda s Tamaro Vonta pa Borutom Sajevicem, sicer pa ena najbolj izkušenih poslank, ki je v začetku oziroma v tem mandatu izpadla izrazito začetniško, kako bi rekel, od tega, da je bila ona tista, ki je nekako nerodno poskusila voditi to podkupovanje oziroma prehajanje poslancev iz resnice recimo v Gibanje Svoboda, ki se je sfižilo in končalo tragično, bomo še o tem nekoliko nadaljevanju, do tega, kako je danes v parlamentu izpadla prav patetično, ko je ustrajala s temi postopkovnimi predlogi, da naj se Zoran Stevanović vendarle opraviči. Ob tem, da je to poslanka, ki je, kot vemo iz njenega preteklega CV-ja v državni politiki, dejansko že dala svoj glas, tako za Janševe ministre, kot za imenovanje Janeza Janše, in predtem še za Šarčevo vlado. Tako da ne vem, je to neko freudovsko dokazovanje novemu gospodarju Robertu Golobu, sem pa prepričan, da ko bodo omrežja na levi strani po Golobu izbrala nekoga novega, neko novo oblast, da se bo dokazovala tudi temu. In na Goloba pozabila še isti hip. Janša, praviš, pogledam morda najprej izsek, skratka, zdelo se mi je kot nadaljevanje govora, ki ga je imel ob potrditvi za mandatarja, takrat je napovedal konec tranzicije, danes pa se mi zdi, da je šel v izvedbi tega konca samo bolj konkretno, dlje, korak dlje. Poglejva. Prisego 16. vlade danes nastopa nek čas, ko se bo o tem, kako bomo živeli v prihodnje, odločalo v organih, ki so izvoljeni. Se pravi, vladi na ministrstvih, v tem državnem zboru, v državnem svetu, ki ima tukaj svoje pristojnosti, ne pa na ulici v tistih, ki se razglašajo za glas ljudstva, pa se še nikoli niso stehtali, ne na magistratu, ne v lokalih šefov narkomafije ali ambasadi Irana, za katero se je opralo 2 milijardi evrov v državni banki, pa zato ni nihče odgovarjal, tisti, ki pa so neposredno to omogočali, so pa danes na čelu institucij represije in seveda uporabljajo dvojne vatle. Tako da tega časa je z današnjim dnem nepreklicno konec. Z drugimi besedami je Janša napovedal močno, zelo centralistično vodeno vlado, rekel je, vse odločitve se bojo znotraj teh organov sprejemale, ne po nekih omrežjih. Po svoje seveda je za pozdravljati to transparentnost, ker v bistvu smo vajeni iz Janševih mandatov, da ni nekih omrežij v ozadju, ker je edino omrežje, ki ga splete Janez Janša, to drži. Po drugi strani pa mislim, da je ravno ta del v opreki s tisto željo iz začetka epizode, ki sva jo omenila, da bi imel dolgočasno vlado, kjer bo malo dvigovanja prahu, in tukaj tudi bova šla kasneje bolj poimensko, pa vendar se je dal že ponedeljek, torek skozi zaslišanja ministrskih kandidatov precej dobro videti prvič, kam je usmerjen bez novo pečene opozicije, in po drugi strani, kdo je tudi karakterno tak, da bo k temu BS-u še kaj dodal tudi sam. Tukaj bi omenil recimo Francija Matoza, bodočega notranjega ministra, kot nekoga, ki je pač simbol za Janeza Janšo, in mislim, da je zato v očeh opozicije rdeča cunja. Po drugi strani Boruta Rončevića, ki prvič vendarle prihaja na največji oder in se mi zdi, da je še zelo SDS-ovsko revolucionarno zaletal, torej tudi ko vidi, da gre v brezplodno smer, se uporniško še 3-krat zaleti v zid.
Anže Logar je zelo vidna tarča, spet zaradi frustracije Svobode nad propadlimi pogajanji. Mislim, da bo neko maščevanje, ki ga bomo gledali najbrž vsa 4 leta. In dodajam, ne zaradi tega hearinga, niti njenega nastopa, še Ignacio Frideljard zaradi zelo 2 občutljivih stvari v tem mandatu, ki pa jih je napovedala, in to je zakonodaja glede RTV in referendum o RTV prispevku. Tako da, ko to pride na vrsto, mislim, da bo Ignacija štrlela iz vseh konzerv v tej državi. Ne, ne samo RTV, jaz bi rekel celo mediji na splošno, ker pod resor kulture spada tudi financiranje medijev, in pa samo dogajanje na ministrstvu, ki ga je Asta Vrečko pač prestrelila s svojimi kadri. Tako da tukaj bo imela še neke revolucionarne navlake, s katero se bo mogla spopasti v sami domači stavbi ministrstva. Greva še k primopredaji. Še preden se je zgodila na Gregorčičevi med odhajajočim in novim premierjem, je že Robert Golob izjavil, da bo gotovo še kdaj prišlo do iste primopredaje, torej nekako namignil na to, da po Janši spet Golob. Kaj praviš? Meni se zdi, da v ozadju tudi na levi obstaja že plan, po katerem Robert Golob ni kandidat za kaj takega. Jaz mislim, da Robert Golob jaz mislim, da bo to zadnja primopredaja med Robertom Golobom in Janezom Janšo, zato ker Robert Golob ne bo vodja opozicije, po mojem prepričanju, do oktobra še, ko mora pač držati, ko mora zasedati poslanski sedež. Morda tudi nekaj dlje, ko bo želel to homogenost ohraniti v Svobodi, torej upanje na to, da vendarle v doglednem času pade Janševa vlada, kolikor bo preživela prvo leto in pol, pa mislim, da se bo Robert Golob definitivno podal bom rekel, dohodkom, ki bodo bolj všeč Tini Gaber Golob, kot so i trenutno. Mislim, tako, če gledamo sam začetek, pravzaprav opozicija celo pomaga k temu, da bo Janšov mandat bolj trden, kot bi sicer bil. Ker ravno opozicija s tem ostrim na nož odnosom do Zorana Stevanovića, do Anžeta Logarja, konec koncev do njegovih poslancev, ko poslušamo to volilno prevaro, in tako dalje. S tem pravzaprav oni utrjujejo, da ostajajo demokrati in resnica pravzaprav v taboru Janeza Janše. Če bi ravnali drugače, potem bi morda tudi zmamili lažje tako ali drugače pač koga izmed teh v svojo stran. Zdaj pravzaprav utrjujejo njihovo pač zacementiranost pri Janši in zaenkrat kaže zadeva precej trdno, tudi ne nazadnje Zoran Stevanović zelo trdno. Zdaj, kar mi je zanimivo, mogoče še pri Janši, preden je se pravi prevzel mandat, v govoru mi je, poleg tega, da je spet omenil dolgočasni mandat, so mi izstopale še 3 stvari. Zelo jasno je ponudil partnerstvo za razvoj, pri čemer mi ni ušlo, da je ob tej primopredaji ni bilo prisotnih socialnih demokratov. Sicer so pojasnili, da ne gre za kakršenkoli spor, da so imeli pač že predvidene obveznosti, da je Robert Golob zelo mislim, Tanja Fajon je šla na dopust, Matjaž Han je bil na nekem dogodku za upokojenci, Meira Hot nekje na obali in ostali ministri, ne vem točno, mislim, da je Jevšek tudi na dopustu. Jevšek tudi dopustnik. Ampak se pravi, ali je bila ta seja res sklicana tako na hitro, ali pa pač je to nek tak tihi signal. Nenazadnje Matjaž Han je tudi pravzaprav opozoril, da gre za histerične poslanke Svobode. Sicer omenil, da so se Robertu Golobu že zahvalili, celo podali neko darilce na zaključnem kosilu po prejšnji seji vlade, in da ni kategorično zavrnil partnerstva za razvoj. Ni sicer, jaz celo bolj verjetno pričakujem, da SD vendarle ne bo šel v partnerstvo za razvoj, ker so vendarle preveč, bom rekel tukaj, napeti odnosi med njimi in Janšo, pa vendar, medtem ko sta ga Mesec in Golob kategorično zavrnila, je Han rekel nekaj v smislu, bomo še videli. Tako da to en vidik, potem pa, kar mi je še padlo v oči, izteka se čas, ko smo drugorazredni nastavili še drugo lice. Se pravi, pravzaprav tukaj Janša napoveduje dokaj trdo retoriko in potem, če ta državniški zaključek, bom rekel, ki pa je parafraza govora Milana Kučana iz osamosvojitve Slovenije,
Bo jutri v vsakem primeru nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu še dovoljene sanje. Ne? Se pravi, bom rekel, to je nek simbol tranzicije, ne, v smislu, oziroma da prehajamo iz danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan, jutri bo nov dan in še vedno bodo dovoljene sanje. No? Tako, morda iz tega govora Janeza Janše pred glasovanjem. Zdaj ustanovna seja, prva kadrovanja, povejva, da v trenutku, ko to snemava, gre vendarle še za ugibanja in špekulacije, pa vendar. Ukom je že nekaj časa, torej vladni urad za komuniciranje, bolj kot nejasno, da ga prevzema komentatorski kolega Sebastian Jeretič. Komunikacije v kabinetu Janeza Janše naj bi prevzela vodja PR-a SDS Kristina Hacin. Na Sovi se obeta povratek Janeza Stuška, tako kot se Jernej Vrtovec recimo vrača na infrastrukturo, naj bi se vrnil na Sovo, kjer ga čaka po mojem predvsem nekako obračun za puščino Joška Kadivnika, zlasti to zadnjo obdobje, ko je Kadivnik deloval skoraj kot nek pridruženi član Gibanja Svoboda pri razčiščevanju afere Black Cube. Na policiji, vkolikor bo ta informacija potrjena kot 100%, torej Daniel Lorbek, še v kombinaciji s Francijem Matozom, pa sploh še ena rdeča cunja za opozicijo, gre namreč za tistega policijskega šefa, ki je vodil operativni štab, v katerega sta vstopila Žan Mahnič in Aleš Hojs pred leti, med tistimi anti-covid protesti v času predsedovanja in so, kako je že bilo, špricanec in špricatelj, strani žalbi v parlamentu. Tako da mislim, da bo na tej fronti veselo. Zdaj pa tako, kabinet, tukaj je mogoče nekaj povratek tudi starih obrazov. Nika Dolinar Divjak naj bi ga vodila, tako kot vsakič, ko je na oblasti Janez Janša. Vinko Gorenak, ki se v bistvu iz globokega pokoja vrača menda na stike z državnim zborom, in tudi zimzeleni Zdravko Počivalšek, ki naj bi vsaj v prvi fazi bil v kabinetu in se ukvarjal s področjem državnega premoženja. Pa še ena zanimiva poteza, in sicer Andrej Hojvik, ki ni bil izvoljen za poslanca, naj bi našel delovno mesto v kabinetu Janeza Janše. In ko smo ravno pri upokojencih, očitno ta pokoj še ni namenjen nekaj časa Vidi Čadonič Špelič, ki gre za državno sekretarko k Valentinu Hajdinjaku na Mors. Kaj praviš? Poslušala sva midva nekaj časa o neki osvežitvi, pa o nekem prehodu od lojalistov k progresiji, k mladim. Na koncu bo kar precej teh že videnih obrazov povsod. Hojvik je precej mlad, To pa drži. Zdaj, kar se tiče Vinka Gorenaka, Vinko Gorenak je že v prejšnjem Janševem mandatu imel to funkcijo stik z državnim zborom in več kot očitno tudi v njej zelo dobro izurjen, torej tega menedžiranja, zbiranja poslanskih glasov. Ko rečemo, da je Janša v prejšnjem mandatu znal vladati tudi z 38 poslanci, gre v veliki meri zasluga tudi Vinku Gorenaku za to. Tako je. Zdaj, kar se tiče Zdravka Počivalška, bom jaz bolj zadržan, kar se tega tiče, se mi zdi, da ne vem, če si res želim zdravca res blizu državnega premoženja, ob vseh zgodbah iz preteklosti, pa kakorkoli morda kakšna tudi neupravičena. Zdaj, zanimivo bo neko ta Sova. Tukaj je res prišlo do nekih resnih, bom rekel, vprašanj, ali res Sova nadzoruje, recimo, to so resni očitki, ali res Sova nadzoruje opozicijske stranke, ko govorimo o Trstenjakovi, o aferi Black Cube in tako dalje. To je en vidik afere Black Cube, ki se mi zdi, da je zelo resno zanemarjen in je po moje bistveno večji kot vprašanje, ali so Izraelci povabili bivšo ministrico na špagete zato, da bi očrnili vlado oziroma pritisnili na vlado, oziroma koga vse so še povabili na špagete, in ali se je Janša z njimi dobil ali ne. Je pa res, da tukaj bo Stušek pravzaprav mogel svojega prijatelja nekdanjega odrezati. Zdaj, imam pa vtis, da je... Ko je bil prvič Stušek na Sovi, je Joška Kadivnika imenoval po svojem izboru za svojega namestnika, torej v bistvu najožjega zaupnika, in Kadivnik naj bi v luči prihoda nove vlade in vrnitve Stuška razlagal na Sovi, da z njim bo pa že enostavno vozil. Menda si že celo ureja neko skoraj, tisto ameriško promote him away, napredovanje v Beograd, nekje v orbiti obveščevalno-varnostne agencije. Mislim pa, da so pričakovanja, in to je bilo dokaj jasno izraženo strani vrha SDS,
Prvič, da bodo kadilnika, ki izpolnjuje pogoje, zelo hitro poslali v pokoj, ne, to je eno. In drugo, da ga bodo tudi nekako poskušali procesuirati v sklopu afere Black Cube. Vidiš, ne, zato je bilo treba sprejeti interventni zakon. Ne, zdaj, kar se tiče kadilnika, je problem, recimo. No. Zdi se mi, kot da je on tak en tak drugi Tone Krkovič, ne, se pravi nekdo, ki je bil blizu, ne, pa potem odjadral. Par let nazaj je bilo zelo resno na drugo smer. Slišati hvalospeve, ne, o kadilniku kot izjemnem operativcu na Sovi, zdaj seveda je ta ljubezen počila, tako da je to eden od teh. Recimo še Damir Črnčec, ne? To je ta kameleonska sposobnost, da si najdeš gospodarja zelo hitro na vseh stranih. In tudi Črnčec izhaja iz teh obveščevalnih krogov. Ne? Zdaj tukaj je kadilnik... Kaj se obveščevalci so, ne? Strokovnjaki markirnih barv, tako da se stopijo s katerimkoli okoljem. Pa nikoli ne veš, za koga v resnici delajo. Ne? Ja, zdaj, kadilnik je res, bom rekel, mislim, da marsikje presegel ta svoja pooblastila, ne, oziroma nekdo, ki bi moral biti neopazen, ne, torej obveščevalna služba načeloma dobro dela takrat, ko mi ne vemo, kaj dela. On je bil kar pop zvezda, tam nekje marca. Ja. Ko postane pop zvezda, predsednik oziroma direktor obveščevalne službe, mislim, da je v državi nek problem. Ne. Tako da tukaj upam, da bo Stušek nekako uspel počistiti s svojim nekdanjim prijateljem. Zdaj, kar se tiče pa ostalih, no, mislim, da ja, ni nekih te svežine zares, ne, ki bi si jo želeli, pravzaprav tudi nasplošno o ministrih. Ne, je moja ocena taka, ne, da ne glede na to, ali bo Janez Janša po tem mandatu zaključil svojo politično kariero ali ne, nekako špekulira se, da je to nekako tisti njegov zadnji mandat, ki si ga je že dolgo želel, torej polni mandat, v katerem bi lahko naredil to, kar v prvih 3, ki jih je imel in so bili vsaj zadnje 2 nekako precej krizno naravnana, ni mogel, ne. Torej, da bi to bil nekako ta njegov zadnji mandat, ampak ne, če je to res njegov zadnji mandat, ne, potem se sprašujem, ne, kje so recimo njegovi nasledniki. Ne. Jaz sem res pričakoval nekako glede na to, da lista je bila izrazito, bom rekel, sestavljena iz obstoječih poslancev, kjer redko kdo resno izstopa, ne, še posebej pa daleč od tega, da bi lahko komu pripisovali kakšne resne premierske ambicije, ne, oziroma da bi stranka lahko na njih računala kot recimo na neke resne voditelje. Ne. Sem rekel, dobro, mogoče bo pa prinesel kakšne ministre, ne, v smislu neke ministerske kandidate, mlade, pač tam 40 do 50, recimo, ne, kar je, ki sežejo v naslednjo generacijo. Ja, in so posledično lahko potem, ker ti, ne vem, če si res želimo še na desni imeti premierja nekoč, ki ne bo nikoli prej minister, ne. Se pravi, če ima SDS ambicijo ohraniti tudi po Janši, recimo nek ta primat, ne, bi pričakoval, da bo postavila neke kandidate, recimo vsaj 2, 3, ne, ki potem bi malo testirali pa videli, kje se boljš obnese. Mogoče v naslednjem mandatu, mogoče čez 2 mandata, ne, sej za premierja, bom rekel, ni neumno, tudi če si bil mogoče na 2 resorjih ali pa vsaj, ne vem, 2-krat minister, ne, zato da res ta ustroj vlade dobro spoznaš, ne. Ampak nekako ne vidim, ne vidim teh imen, ne, ker gre za ljudi, ki so že v precejšnji, bom rekel, penziji, ne, ali pa nimajo nekih teh, se mi zdi, recimo, dobro, neka Ignacija Fridel Jarc, recimo, je nek nov kader, ampak ni nek, bom rekel, kader, za katerega bi rekel, to pa bo zdaj neka bodoča premierka, ne, še najbližje temu, pa res, mislim, najbližje temu ne pomeni, da je blizu, ne, Polona Rifl, ne, kot res nek bolj svež kader, ampak tudi ne, če recimo ravno, da bi Janez Janša na njo lahko računal kot na neko bodočo premierko, ko bo on v penzionu. Ne. Mislim, da ne. Zdaj od pop zvezd iz varnostno-obveščevalnega aparata res greva že k pop zvezdam, pravim, resničnim pop zvezdam te scene politične v tem tednu. Hearingi ministrov, nenavadno hitro dejansko, v 2 dneh se jih je 15 zaslišanj zvrstilo v državnem zboru. Predlagam, da pogledava par teh odsvirkov, ne, najprej v bistvu ta debata, ki se je vlekla prav na vseh 15 zaslišanjih, torej ali ima nova opozicija dovolj časa, da vse pove in vse vpraša na kratko. Ne. Poglejva. Da se razpravo mi na 5 minut in da lahko vsak razpravlja enkrat. Mi imamo čas, mi smo zaposleni v državnem zboru in lahko tukaj sedimo, dokler ne dobimo primernih vprašanj in lahko ta vprašanja tudi utemeljujemo. Mislim, da je zdaj pomemben moment, ko lahko pokažete, da imate hrbtenico. To je katastrofa, to ni demokratično, to ni več parlament. Minister za zdravje je imel hearing 7 ur.
nihče ni omejeval opozicije. Ministrica za kulturo 6 ur, nihče ni omejeval opozicije. Notranji minister 5,5 ur in tako dalje. Jaz bi mogoče kandidata za ministra prosila, glede na to, da se... Gospa Lena Grgurevič, prosim, da se izključite in da se nehate v tem parlamentu obnašati kot najhujša huliganka na nogometni tekmi. No, o tem sva govorila malo prej, ampak jaz bi najprej na tole, ker je poslanka Svobode rekla, nihče ni v prejšnjem mandatu omejeval opozicije. V bistvu kar ne drži, ker če je kdo razvrednotil recimo vsakomesečna poslanska vprašanja, je recimo to res premier Robert Golob, kjer je izkoristil vsako vprašanje opozicije za v bistvu redni mesečni obračun, zlil je gnev na poslance in v glavnem niti na eno vprašanje odgovoril. Drugo pa, če gledaš tam, kjer so ga osebno tudi klicali na odgovornost, tudi posamezni ministri so zelo neradi prihajali, Klemen Boštjančič zelo redko, šele proti koncu mandata morda. Robert Golob recimo je ves mandat obljubljal, da pride pojasniti svoj vidik zgodbe s Tatjano Bobnar in z Boštjanom Lindavom. Ni prihajal, bili so 1001 spin je bil, da ga ni bilo na tisti komisiji. Tako da to faktično ne držiti, pa moram nekaj drugega reči. Te še dopolnim, tudi Urška Klakočar Zupančič je začela zlorabljati poslovnik na način, ki je bistveno omejeval opozicijo od 30-dnevnega roka pri sklicu oziroma pobudi za referendum, torej posvetovalni referendum, do raznih mahinacij, res pa je, da ravno časa pa niso omejevali, in bom tukaj rekel, ta zaposleni v državnem zboru, ki pravi poslanka Tereza Novak, mislim, da bi na tej točki lahko rekel Tereza, fajn bi bilo, da bi zaposleni v državnem zboru, še posebej poslanci, dobili nazaj malo stika z realnostjo. Ja, jaz ti moram priznati, da sem velik zagovornik zgornjih omejitev za trajanje ali seje odbora, tudi za plenarne seje. Glej, malo sem razmišljal o tem konceptualno. Pravzaprav sem ugotovil, da ti nikjer od rojstva do smrti nimaš možnosti neomejene replike. Morda recimo pogojno v družinskem krogu, pa še tam se ne moreš z očetom in mamom 7 ur zapored pogajati o nečem. Vsaj jaz osebno tega nisem doživel, mislim, da tako ne moreš tudi doma ničesar rešiti. Ne pri zdravniku, kjer po mojem pacient, ki si prej rekel, da je poslanec govoril 35 minut, ko prideš k osebnemu zdravniku, mu nimaš časa 35 minut razlagati, kaj točno čutiš, ko te nekaj zaboli. Ne moreš v šoli, pa tudi če se ti zgodi krivica in ti profesor da neko nižjo oceno, kot si prepričan, da si jo zaslužiš. Ne kasneje, še manj v poslu in podjetjih, ker seje nadzornih svetov sicer kdaj, trajajo 4-5 ur, ne morajo pa 3 dni zapored po 7 trajati. Seje uprav so znane po izraziti kratkosti, po tem, da se sprejemajo odločitve, ki se jih ne obrazložuje zelo obširno. Zdi se te razvlečene debate, tudi konec koncev ta seja, ko se potrdi vlada, ki traja 8 ur, pa potem z temi postopkovnimi manevri 9 ali pa 10, to se mi zdi pod 1 neposlovno, pod 2 v popolnem neskladju z duhom časa, kjer bodimo iskreni ljudje, ki naj bi jim bila seja namenjena, da jo doma gledajo, imajo pozornost 10 do 15 sekund po algoritmu YouTubea, in mislim celo, da bi, pa ne govorim o radikalnem krajšanju, ampak da bi nek bolj transparenten dnevni red pripomogel k večjemu zanimanju splošne publike za politiko, bi pa to, definitivno spremenilo naravo razprav in potem se ne bi mogel o tem, kakšno je vreme, če malo karikiram, ali pa ti je všeč kravata pa frizura od nekoga ali ne, pač pogovarjati, prvih 40 minut vsake seje. Jaz tukaj imam malenkost drugačen pogled, do neke mere se strinjam. Mislim, da če gre za resne teme, kot je vodenje države, kot je imenovanje ministrov, je prav, da se neka odprta vprašanja, neke dileme, ki pač, hočem reči, resne in vsebinske dileme, ki jih imajo recimo stranke in jih potem zastavljajo kot vprašanja ministru, ne nujno niti samo iz opozicije, mislim, da tudi iz koalicije prav, da kaj vprašajo, tudi mislim, da vsaj nekaterih odborih so, da pač če traja nekoliko več kot 3 ure, pač da traja 4-5 lahko. Če je treba razčistiti določene stvari, ne pravim, da bi mogle trajati 24 ur ali pa kaj podobnega, ampak to, da se res pretirano omejuje, mislim, da ne, ampak je
tukaj bi prvi problem bil pravzaprav to, da večina teh razprav niti ni bila vsebinskih. Ne. Se je pa izrazito poznalo tudi na opozicijski strani, ne, da je bila kvaliteta razprav bistveno boljša v tistih odborih, katerih Lena Grgurevič zaradi nezmožnosti bilokacije ni uspela obiskati. Ne. Ja. V glavnem, glej, res nisem pristaš teh maratonskih sej, mislim, da tukaj ni dodane vrednosti. Tudi razmišljal sem, ko sem gledal začetek te seje o potrjevanju vlade, ne, je poslanka Svobode, mislim, da je bila Janja Sluga, ali potem kasneje za njo je uspela malo boljš artikulirati, ne vem, Tereza Novak ali pa Sara Žibrat, kdorkoli, ne. Takrat se mi je zdelo tudi od Stevanoviča pravzaprav nepotrebno, da gre v neko povratno repliko, ki je tudi vzela kar nekaj časa. Ok, dali ste torej postopkovni predlog, da se opredelimo do mojega zapisa na Facebooku, glasujmo, ti točno veš, da imaš glasove nove koalicije za sabo, podreš ta predlog in seja gre dalje. Torej, obnašajmo se poslovno, ne žalimo javnosti, ne imejmo ljudi za norce, ne vem, morda Lena Grgurevič misli, da nekdo doma uživa ob njenem izvajanju. Jaz pa sem prepričan, da je to razlog, zakaj se 80% volivcev dan pred volitvami sebi na škodo odloči, koga bodo volili, namesto da bi raje spremljali že 4 leta v mesto politiko. In potem volijo Leno Grgurevič. Ampak, ko si rekel tako, poslovno, recimo najbolj poslovno se mi je zdel nastop Jerneja Vrtovca, novi minister za infrastrukturo in energetiko, bi lahko celo rekel, da je prišel najbolj pripravljen. Vidi se tudi, da je resor že vodil, da ga pozna odprej in da pravzaprav ta resor res obvlada, malo da ne pozna vsako, malo karikiramo, luknjo na cesti, ki jo bo kot infrastrukturni minister mogel zaflikati. Videlo se je, odbor je taka, da tam poslanci postavljajo zelo lokalno obarvana vprašanja z tistega področja, odkudar seveda prihajajo in kjer je njihova volilna baza, in ko dobiš tako zelo podrobna, lokalno obarvana vprašanja, je minister, ki bi bil recimo na resorju ali pa sploh v politiki začetnik v zadregi. Potem je bilo presenečenje, ker Vrtovec je bil pri odgovoru na takšna vprašanja še bolj specifičen od vprašanj samih. Tako da mislim, da je bila strokovno gledano najbolj spolirana od 15 ministerskih predstavitev, zelo jasna, zelo konkretna, izjemno podrobna. Potem pa še par stvari, ki mislim, da jih je kot nekdanji PR-ovec zelo natančno premislil, zato da je bila tudi po mojemu 2-3 dneh, ko smo spremljali ta cirkus, tudi najbolj odmevna. Poglejmo. Delno tudi zato, ker je bila prva. Naj povem, da pričakujem konec tega tedna, da se vsaj pri Postojni, kjer je največji prometni zamašek, začnejo izvajati dela po noči. Če je problem Arso, če je problem Hrup, bomo te probleme rešili. Seveda v skladu z različnimi presojami, ampak če lahko v tujini izvajajo dela po noči, bomo tudi v Sloveniji. Kolikor si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele 2 ali pa dela po noči. Tako da bom zdaj z zanimanjem spremljala, kako jih bodo zdaj lahko zagotovili, ker to, da jih na enem gradbišču zdaj vzamejo, zato da bojo na drugem delali po noči, v bistvu niso naredili nič. Ja, zdaj, mogoče res v petek ne bo še nočnega dela v Postojni. To je res vprašanje. To malo dvomim, ampak zdaj, zanimivo mi je ta izjava gospoda Ribiča, da že komaj ta gradbišča poflikajo. Kot prvo bom rekel to, če ne moreš zapolniti gradbišča, ga pač ne moreš odpreti. Zdaj, ne glede na to, kako potrebno je to gradbišče, če ti nimaš delavcev za to gradbišče, potem ga pač ne moreš odpreti. Prva točka. Druga točka, zdaj jaz ne vem, na svetu manjka pač toliko gradbene mehanizacije in delavcev, ali morda zgolj pri dvornih dobaviteljih primanjkuje teh delavcev, ker če je, mislim, da je problem pri dvornih dobaviteljih, potem pač je treba mogoče razširiti nabor izvajalcev, pa bo, mislim, da hitro dovolj delavcev, ki bi lahko zapolnili ta dela in pač enostavno, zdaj te dni imamo mi, včeraj sem se pelil proti Gorenjski, od pred izvoz Kranj vzhod do skoraj do izvoza Naklo je enotno gradbišče. A mi res rabimo 8 kilometrov
z 2 izvozoma vmes dolgo gradbišče, zato da potem ni nihče tam včeraj delo, morda res zaradi dežja, ampak vendarle ne. Ali se da mogoče to mečken zracionalizirati, pa narediti krajše kilometer, 2, pa pač zaključiti, pa iti naprej. Ne, to mislim, da bo ključna stvar, ki bo jo mogel Jernej Vrtovec pač pokazati, ne, da res se nekaj dogaja drugače in pa posledično morda kakšno korupcijo manj, oziroma sploh, če bo že itak rabo dodatne delavce pripeljati iz nedvornih dobaviteljev, bo že to prvi korak. Ne? Ja, bilo je ob tem nočnem delu, to je tema, ki je potem kar zaznamovala teden, sprožila številne odzive, je bila še ena tema, ki je bolj odmevala v strokovnih krogih. Mislim, da so insideri tam prepoznali napoved ene velike spremembe, namreč omenil je tudi železničarski DARS. O tem, kaj točno naj bi to bilo in zakaj je to ukrep za 200 milijonov evrov letno, v bistvu slabe 1/4 milijarde letno, bova tokrat v Safari Special, kjer bova dodala tudi poglavje, kdo točno je torej novi generalni direktor policije in kaj bi utegnile biti njegove poteze, vsaj tiste prve. In še nekaj je bilo pri tem Vrtovčevem nastopu zanimivo. Združevanje elektrodistribucijskih podjetij z vlado ali Elesom na vrhu kot skupščino, pa mislim, da je zelo elegantna, spet ke pravim poslovna napoved, sekanja po Golobovih lovkah v državni energetiki, s tem, da temu ni rekel tako. In temu primerno tudi ni bilo Lene Grgurevič, ki bi postavila 17 dodatnih podvprašanj. Zdaj, kot alternativa, recimo, Jerneju Vrtovcu se mi, da se je pokazal že Logar. Zaslišanje je potekalo istočasno, oba sta bila prva. Glede Vrtovca bi samo še nekaj rekel, da sem se pa vščipnil tako res zelo močno, da sem preveril, če je to vse res, ko je Alenka Bratušek, mislim, da v sredo zmogla izjavo, da bo to dober minister. No, že Logar, za razliko od Vrtovca, pa presenetljivo splošen, presenetljivo politikantski, bi rekel, niti ne, brez enega, jaz nisem v tistem soočenju oziroma zaslišanju zaznal enega resnega, konkretnega ukrepa, da bi lahko rekel, ok, to pa je, slišali smo o združevanju dela in gospodarstva in kako bo poslušal razvojnike in inovatorje in kako bo vodil dialog, ampak hkrati tudi konstruktivni konflikt. Več od tega, da bi lahko rekel, kaj pričakujemo od gospodarskega ministra čez 4 leta, pa nekako ni bilo, Vsaj posredno, če že neposredno, sem pogledal večino teh predstavitev in povsod se je dali izluščati 3, 4, 5 konkretnih ukrepov, ki so napovedani za ta mandat, medtem ko je bil, pri Anžetu Logarju prisoten samo filozofski koncept brez enega samega ukrepa. Recimo, ko gre za Ministrstvo za gospodarstvo, bi si še zaradi zapuščine preteklih mandatov želela javnost, po mojem, odgovor, ali tudi on razume ta resor kot lobistično deljenje subvencij velikim podjetjem, tujim in domačim, ali bo tega kaj manj, kako bo zagotovil transparentnost, potem glede na dediščino afere Spirit, ali organ oziroma agencijo, kot je to, še potrebujemo, ne potrebujemo, je tudi to ta racionalizacija, ki jo napoveduje Janša, Matos in tako naprej, Nič od tega, v glavnem, namesto posameznih projektov, ali pa nečesa sistemskega, kar bi prinesel za zaslišanje, smo dejansko imeli nek prosti spis Anžeta Logarja, ki po mojem, glede na realno vsebino resorja, ki mu je zdaj dodano še delo in boj s sindikati, prinaša precej bridka spoznanja za predsednika demokratov. Tako sem vsaj jaz prepričan, pa naj me dejanja presenetijo. Bolj konkreten je bil njegov minister za zdravstvo, oziroma za zdravje, Tadej Ostrc. In si izbral precej logičen cilj, glede na vse prizore, ki jih gledamo pred zdravstvenimi domovi po državi. Pogleda. Moje izhodišče pri tem programu, ki vam bom ga predstavil, je zelo preprosto. Pacient mora znova postati središče slovenskega zdravstvenega sistema. Ne birokracija, ne politika, ne interesne skupine, ampak pacient. Zato moramo vzpostaviti centralni sistem upravljanja čakalnih dob, real-time monitoring, operativni dashboard in pa aktivno upravljanje kapacitet. Velik problem sistema danes predstavljajo tudi nepotrebne napotitve, podvajanje diagnostike in pa nepovezanost med vsemi nivoji zdravstva. Zato je potrebno razviti e-posvete, triažo napotnic, centralni dostop do izvidov in pa bolj standardizirane poti obravnave pacientov.
Jaz moram samo vso srečo, minister, ne, mislim, da ima kar zahtevno nalogo. Ne. Rekel bom, da predstavitev je bila zelo lepa, cilj, ne, to, da bi šli radikalno dol s čakalnimi vrstami, tudi zelo plemenit in logičen, glede na vse, kar smo gledali pretekla leta, ne, in na te jare, kače in kolone pred zdravstvenimi domovi. Tujke so se tudi slišale izjemno zloščeno, učeno in akademsko. Imam pa svoje dvome glede realizacije, vendarle, pa tu sploh ne gre za probleme neke politične pripadnosti, vendarle je bil Tadej Ostrc tudi del ustroja zdravstvenega ministrstva na začetku mandata poslavljajoče se Golobove vlade in kakor si je nadel zelo plemenit cilj, tako je tudi zelo merljiv cilj. Ne? Že čez leto, pa čez 2, pa čez 3 na koncu mandata bo zelo neizprosen podatek, kaj točno se je zgodilo s čakalnimi vrstami, ne? In takrat ne bo več časa za, če malo grdo rečem, pametovanje z dashboardi in metrikami, ne? Želim seveda tudi jaz, da se od tega uresniči, predvsem pa ne bo potem potrebno presojati ravnanja ministra skozi to, ali je res vse podrejeno krajšanju čakalnih vrst, ali pa bomo zraven gledali stare zgodbe o dvornih dobaviteljih, o izbranih gradbincih, ki bojo gradili nove kapacitete in podobno. In mislim, da se tudi tem apetitom nova stranka, kot je Demokrati, se bo morala 4 leta pošteno upirati. V bistvu. Ja, zdaj, jaz sem te dni sem gledal malo analize, ne, OECD-a glede ravno zdravstvenih sistemov, ne, in je Slovenija izjema, se pravi, vse države so krajšale čakalne vrste do covida, potem so med covidom pričakovano drastično narasle, ker je bil pač mnogo posegov omejenih, ne, in potem so po covidu, ne, do leta 2025 skoraj vse države OECD-a čakalne vrste nekako spustile približno na tisti nivo, kjer so bile leta 2019, ne, z 2 izjemama, ne, Nova Zelandija in Slovenija. Ne, v Sloveniji so se glede na covid določene čakalne dobe, ki so tam izpostavljene, celo skoraj podvojile. Istočasno, recimo, je Poljska imela izjemno hude čakalne dobe, recimo leta 2020, ne, in so jih uspeli za do polovico ali 2/3 zmanjšati, recimo do leta 2025. Prav v 3 letih so, mislim, da čakalno dobo za COVID iz 800 in nekaj dni spravili pod 300. Ne. Se pravi, očitno se da, če je volja, na Poljskem očitno je volja, zdaj bomo pa videli, a je tudi pri Tadeju Ostrcu in zdravstvenem sistemu v Sloveniji. Tudi s tem pristopom bolj inkluzivnim, se pravi, da so dobrodošle vse kapacitete zasebne, javne in tako naprej, ki jih financira zdravstvena blagajna. Prepričan pa sem, da ga v sistemu, torej tudi v svetih bolnišnic čaka izjemen odpor. Ne? To so organi, ki so prestreljeni z ljudmi tipa Subotič iz Golobovega časa. Sicer je tudi res, da se svete bolnišnic na sejah vlade izjemno hitro lahko zamenja, vendar je vprašanje, kdo izbira te nove člane. Pokazalo se je ravno pri Bešič Loredanu, ki je potem tudi hitro odšel kot zdravstveni minister, da so izbirali drugi, ne? Potrjeval je on. In ni se dobro končalo. No? In upajmo, da se tokrat Ostrcu kaj bolje izteče. No, nastop včerajšnji, oziroma sredin sama Fakina v Odmevih, ne, mislim, da jasno kaže posmeh Ostrcu, pa posebno neopravično, ne, češ kako ne, zdaj bojo dali pacienta v spredje, kdo je bil pa do zdaj. Ja, mislim, da ravno vsi drugi kot pacient. Ne. Pa še samo to bi na temo zdravstva in Ostrca dodal. Mislim, da prav neomejenega potrpljenja za rezultate pri premierju Janši ne bo imel. Tako da se tu relativno hitro v mandatu lahko pojavijo trenja, če bo imel premier občutek, da je status quo še naprej. In pri sestavljanju vlade smo videli, da so bili ostali koalicijski partnerji bistveno bolj operativni kot Demokrati, recimo, če vzamemo sestavljanje zakona o skoku v primerjavi recimo z interventnim zakonom in zakonom o pokopu žrtev. Res, da sta oba nekoliko lažja kot skok, pa vendar je NSI spisala bistveno hitreje kot recimo Demokrati zakon o skoku. No in tu imaš zdaj enega zimzelenega ministra SDS, ne, ki se tudi vrača na svoj resor, Andreja Širca na finance. Pogleda. Preden odvrtiva posnetek, bi rekla samo manj, kot smo pričakovali. Malo, morda pa ravno toliko, kot smo pričakovali. Ne? Ja, eno izmed razočaran, bom rekel, ministerske ekipe z moje strani je tudi moje. Andrej Šircelj. Bo seveda treba javne finance spraviti v fiskalne okvire. Tukaj seveda govorim o primanjkljaju 3% bruto družbenega proizvoda. Nimamo namena spreminjati obdavčitve na področju premoženja oziroma nepremičnin. Ja, skratka, jaz sem imel občutek, da na tem hearingu slišiš, česa vsega ne bo.
Se pravi, ne, sej to je po eni strani namenjeno temu, da se javnost pomiri z ZUJF-a, torej nekih bolečih varčevalnih ukrepov je rekel ne bo. Kot si slišal, nepremičninskega davka ne bo. Za proračunski primanjkljaj tudi nič radikalnega, čeprav veš, da visimo na meji teh ukrepov strani Evropske komisije, sankcij, ne, je rekel, bomo to, tako je bilo razumeti med vrsticami, nekako tiščali na silo pod 3%, ne. Kar se mi zdi v bistvu glede na razmere zelo neambiciozno. Velikokrat ponavljam ta podatek, prejšnja vlada je šla v porabi iz 13 na 18 milijard evrov, se pravi, jaz tukaj vidim ogromno ene rezerve, ne? Mi pa na tem hearingu nismo slišali ničesar o načrtu krčenja porabe. In še bolj boleče je bilo v bistvu to neambiciozno slišati v luči ponedeljkovega nastopa ekonomista Roka Spruka na Odmevih, kjer je ekonomist mlajšega vala hitro, zelo hitro v minuti naštel za približno 600 milijonov evrov letnih prihrankov na 3 ali 4 postavkah. Ne? Zdaj na zanima.me se danes zjutraj dalo prebrati komentar na to temo, ali morda Šircelj v letih, kot je, potrebuje malo bolj energičnega Ilona Muska v ozadju, ne? Naj se seveda s tem vprašanjem ukvarjajo drugi, ki to vlado vodijo. Ne? No, čeprav ne bistveno mlajši, ne, pa se mi je zdel bistveno bolj ambiciozen, kar se tega tiče naslednji minister in sicer tisti, ki tudi eden od starejših, ja. Tisti, ki bo pravzaprav eden ključnih izvajalcev recimo tega krčenja javne porabe, ne, govoriva o Franciju Matozu, ne, najbolj nekako odmevni minister, gre za notranjega ministra, odgovornega tudi za javno upravo, on pa je nekako nakazal, da bi kakšno krčenje delovnih mest lahko prišlo v igro. Morda pa bo ta igra, ne? 4 leta provociraš na področju policije in pregona, ne? In nekako pozabijo, da si skrčil javno upravo vmes. Poglejmo napovedi. Vse to pomeni, da vkolikor bo potrebno, bodo določena delovna mesta ukinjena zaradi podvajanja. Dosledno bomo zavračali migrante, ki niso begunci in ki v Slovenijo ne vstopajo iz nevarnih držav. Ali imate v tem trenutku sklenjeno katerokoli veljavno pogodbo o pravnem zastopanju, svetovanju ali upravljanju drugih odvetniških storitev z gospodom Janšo, z stranko SDS ali pa katerimkoli funkcionarjem? Kar se tiče nekih pogodbenih razmerij, jih nimam, jih nikoli nisem sklepal, ne za stranko, ne za osebami. Tudi če bi jih imel, seveda, vkolikor bom izvoljen na to funkcijo, bom seveda take pogodbe prenehale veljati. Ali se boste lahko distancirali od, ne vem, ali pa izločili iz vseh možnih postopkov okoli Black Cuba in povezavi z Janezom Janšo? To mislim, da pač sem že 10-krat pojasnil, pa ne bom še 11-tič pojasnil, pa da ni kakršnega konflikta interesov. Kaj bo z obstoječo reformo v plačnem sistemu? Jo boste pustili, da steče do konca, do 1.1.28? Kaj bo za plačno reformo vašo, bom pač ocenjeval takrat, ko bom postal minister. Jaz bi najprej tole na koncu. Že fiskalni svet oziroma Davorin Kračun kot njegov vodja, predsednik, je nakazal, da je tam rezerva. Torej, če se čim prej zamrzne plačna reforma, ki jo je sprejel Golob, oziroma ki sta jo Mesec in Golob splavila v preteklem mandatu, ne, da je potem tukaj ta manever, da se uravnotežijo javne finance. In zdaj ravno, če navežem na izvajanje financ ministra, če ne bo ZUJF-ov, če ne bo nepremičninskih davkov, torej nekih novih virov, potem sem prepričan, da je to ena od prvih, verjetno jesenskih potez po vladnih počitnicah. Zdaj, zakaj tega minister Matos kar javno ne napove, mogoče zato, ker pred poletjem ne bi želel kakšnih novih referendumov in podobno. Sicer pa bi rekel, da je to, kot sem že ocenil, minister, ki bo v navezi z novim generalnim direktorjem policije, ne, sploh če informacije o Lorbku držijo, ne, rdeča cunja za opozicijo 4 leta in tudi za ta s politiko tesno povezan del civilne družbe, ki je že šel na ulice in še bo. Ne. Ja, po drugi strani pa Matos za ta namen vrhunska izbira, ker se mi zdi, da na podoben način kot Zoran Stevanović zna brzdati svoje živce, za razliko recimo od Aleša Hojsa. Ne. Zanimivo je, gled, če primerjaš Lena Grgurević, ne, je bivša sodnica iz Maribora, se pravi tudi nek obraz iz sodnih dvoran. Ne. Franci Matos je bil kot odvetnik na drugi strani dolga leta v sodnih dvoranah. Ne. Za vse ljudi, ki so v teh delikatnih postopkih pred sodiščem
Grgurevičem nekako upleteni, bi moralo, po mojem mnenju, veljati, da mora biti kontrola čustev na najvišjem možnem nivoju. In če primerjaš kontrolo čustev na tej odvetniški strani z Leno Grgurevič, je to kar en velik razpon v bistvu. Ja, morda tudi zato Lena Grgurevič ni prišla skozi sito sodnega sveta. Morda eden izmed ministrov, ki pa me je pozitivno presenetil, je bil pa zunanji minister Tone Kajzer. Že v času soočen pred volitvami takrat sva postala pozorna na njega in ga že pohvalila. In mislim, da je dobro nastopil. Tukaj, ko je prišel pred ta poslanski mlinček od del, vsaj za enkrat, pustimo spet mandatu, da pokaže svoje, ampak je bilo v tem stilu nekako. Ja, zdaj, potem so se pojavile, bom rekel, očitki oziroma tveganja, češ da je morda nekoliko preveč naklonjen ZDA in Izraelu in tako dalje, ampak nekako po hearingu sem jaz dobil izjemno dober občutek, da dobivamo nekega profesionalnega, diplomatsko izkušenega, strokovnega zunanjega ministra. Če se recimo Franci Matos rahlo izognil vprašanju, kaj točno bo s plačami v javnem sektorju, ali pa tudi morda sploh še niso opravili zelo podrobne debate o tem v okviru naslednje nove vlade, je Tone Kajzer bil zelo neposreden v tej izjavi, ki jo zavrtiva, glede tega, kakšen bo njegov obrat politike do ZDA in do Izraela. Kljub temu je v bistvu šel skozi ta odbor brez praske, ali pa bistveno malo praskan kot nekateri drugi kandidati. Poglejmo. Vsekakor Izrael ne bomo več obsojali in dajali, bomo rekli, moralnih ali pa vrednostnih sodb. Jaz mislim, da je kontraproduktivno, da govorimo o izrazih, ki jih mednarodno sodišče, mislim, da ni potrdilo. Ko bomo imeli, gospa Grgurevič, vi lahko odkimavate, ampak mednarodno sodišče, meddržavno sodišče je tisto, ki daje meritorne obsodbe, nismo mi. Lahko pa še naprej smo glasni, ampak to je samo v škodo naših lastnih interesov. Oprostite. Želimo biti konstruktiven in zato bomo se pri glasovanju vzdržali, mu ne bomo nasprotovali, skrbi nas točka real politike, o kateri je bilo razgovora, in skrbi nas, da bi se načelna stališča, ki so bila danes lepo predstavljena, na koncu politično podredila real politiki, v tem primeru celo tujih držav. Kaj pa položaj evropske komisarke Marte Kos? Predsednik SDS-a Janez Janša je pred volitvami napovedal, da bo morala odstopiti. Bo morala odstopiti, jo boste pozivali k odstopu? Glejte, to je vprašanje za predsednico Evropske komisije. Jaz sem danes dejal, da si želim dobrega sodelovanja z gospo Kos. Gospa Kos zaseda resor oziroma vodi komisarsko mesto, ki je izjemno pomembno. Gre za širitev Evropske unije, gre za Zahodni Balkan in to je tudi naša prioriteta. In tukaj si mi želimo vsebinskega napredka. Ostale politične stvari jaz tukaj dajem na stran. Torej ne boste neposredno pozivali kot ste? Ne. Mislim, da je to eden od ministrov, ki bodo nasprotnike izčrpavali s to izrazito umirjenostjo, s to trezno retoriko, prijaznostjo v bistvu. Tu se vidijo 30-letne diplomatske izkušnje, kot jaz temu rečem, ta poslovni bonton in spremljajoča retorika. Mirno odzivanje tudi na politične provokacije, tista depeša, zaradi katere je bil odpoklican iz Washingtona kot veleposlanik, ki je bila omenjena na hearingu. Kajzer niti ni šel vsebinsko odgovarjati na ta očitek, ampak je samo rekel, da se mu ne zdi na nivoju, da je na hearingu deležen podtikan glede njegove preteklosti in je bila stvar zaključena, bistveno drugače, kot bi to opravili nekateri drugi politiki. Tudi ustrezna mera spravljivosti, bi rekel, sploh pri vprašanju glede evropske komisarke. Pa tudi Palestine, recimo, ne nazadnje. In zdaj tako, zdaj, da je šel, mislim, da samo z enim glasom proti iz dveh odborov, ki obravnavata zunanjo politiko, je seveda tudi zasluga Roberta Goloba, ki se je pojavil na seji in tik pred glasovanjem nagovoril opozicijo, da se bodo pač enotno vzdržala. In vprašal sem se v tistem trenutku, prej sem rekel, da Alenka Bratušek hvali Jerneja Vrtovca, tudi tule je bilo zanimivo, ker ga je kasneje v tednu še enkrat izrecno pohvalil kot dobrega ministra Robert Golob, Ali ni bilo tole, ta drža Roberta Goloba, ki res nismo vajeni, kot nekaj, kar je v paketu afere Black Cube Robert Golob ob glasovanju o Palestini, kar bova še omenila, dolžen ZDA in Izraelu, ker imam občutek, da kar tako, samo po sebi spontano tole ni prišlo. Tudi ni bil posebej srečen njegov izraz na obrazu, torej nekako kot da bi se mučil,
ko izreka te besede, ne, in ravno te dni so kolegi iz ekipe Info 360 ne pridobili podatke o glasovanju, da se je Robert Golob vzdržal, ne, čeprav je najprej izkazal podporo, ne, torej verbalno podporo, potem se je vzdržal. Tožbi proti Izraelu, tako. In pa tudi ta zgodba okoli Aste Vrečko, ki je šla na kofejo. In se potem vrnila, ko je bilo točke konec in kritizirala, ne, kako bi to morali podpreti in tako naprej. Ja, skratka, tu je ta politična dvoličnost. Na hitro samo še dve stvari, mislim, da sem želel omeniti, in sicer Moniko Kirbiš-Rojs glede zaslišanja na koheziji, kandidatko stranke Fokus. Izrazito strokoven kader, sicer z nekaj političnimi izkaznicami iz preteklosti, ampak mislim, da je ta strokovna komponenta, ker se bolj ali manj vse življenje ukvarja z črpanjem evropskega denarja, ne, gre za izrazito organizacijsko sposoben kader, tudi brez glasu proti na svojem odboru. Na drugi strani mislim, da z enim glasom proti Polona Rifel kot okoljska ministrica, kar je zanimivo, ker je napovedala, da bo ena od stvari v Fokusu razjasnitev zadeve C0 na kanalu C0. Ne? In zabavna izjava, glede na vse, če bi to izrekel kdo drug z malo več kredibilnosti, vse ok, ne? Ampak Monika Čalušić, Mateja, evo, še tega si v 4 letih nisem čisto zapomnil. Ne? Da se ni bila 4 leta ministrica. Ampak dejansko grdo rečeno, pa čeprav po CV-ju drži, nekdanja natakarica iz Kopra, ki je po igri usode postala kmetijska ministrica, ocenjuje, da bo dolgoletni politik Janez Cigler Kralj stopil po njej v zelo velike čevlje na kmetijskem ministrstvu. In jaz sem glede na nedavna razkritja nekih afer na resorju pomislil velike čevlje ali veliki čovn, ki ga je kupila soprogu z državnim denarjem. Ne vem, o čem govori. No. Ja, drži. Ne, pravzaprav, ker nekaj teh ministerskih kandidatov je šlo zelo brez praske čez in no. Morda pa je mislila, da se bo tudi Cigler Kralj moral 4 leta spopadati z Tino Gaber Golob, pa da je to tako težko. Ne. To pa ne bo, mislim, tudi kmetijstvo je sicer resen resor, ki v Sloveniji ta trenutek potrebuje kar resne reforme, zato da nekako ohranimo slovensko kmetijstvo, ki je v hudi krizi. Sploh v času draginje bojo izzivi tu večplastni. Ok, omenil si že delovanje nove opozicije, ko je bila še na oblasti, glede glasovanja o Palestini. Robert Golob je ta teden v luči imenovanja nove 16. slovenske vlade skušal organizirati nek dogodek, kjer bi se nova opozicija skupaj poslovila od vladanja, v veliki meri ni uspelo. Kot si že malo nakazal, nobenega od socialdemokratov ni bilo zraven. Morda poglejva tisto 10-sekundno izjavo Matjaža Hana za začetek, pa še kakšno rečemo o tem. Nobenih zarod, nobenih ozadij. Mi smo imeli prejšnji teden zadnjo vlado, kosilo, dali smo tudi darilo predsedniku vlade, smo se na nek način tudi poslovili. Na koncu je imel Golob ob sebi Klemna Boštjančiča, Luko Mesca in Mateja Arčona. Skušal je rešiti kot predsednik vlade s podpredsedniki, čeprav mu je spet seveda eden zmanjkal. Zdaj, pisal si o tem na portalu zanima.me in strinjam se v celoti s tabo, da to seveda niso naključne poteze. S tem je vendarle stranka SD prav ob koncu izdihljaju mandata želela poslati slovenski javnosti neko sporočilo, lahko ga vsak razume po svoje. Ne? In potem, kolikor je Han, ker razumem, zakaj v izjavi iz tega ne dela velike zgodbe, vendarle vedno politika tudi pazi, da po nepotrebnem ne povzroča kraha znotraj političnega pola, ker to ubija tudi volilni moment pri volilni bazi, pa vendarle se je potem nekje drugje, na temi 51. glasu za Janšo, pokazalo, kakšno je realno razmerje razbite bodoče opozicije. Tam je namreč Golob nakazal, da če iščemo dodaten glas za Janšo, ga kar iščite v SD-ju, sicer ni rekel čisto tako, ampak... No, rekel je, da ga ni v Levici in Svobodi, kar pomeni, da ostane samo še SD. In potem je Han odgovoril, se vi imate pa poslance, ki so že transparentno glasovali za Janšo, Janja Sluga. Ne samo to, da ni nihče od njih, in tukaj mu celo bolj verjamem, recimo. Da tule vidiš, da vendarle od spodaj freudovsko marsikaj ostaja nerazrešeno, nerazčiščeno in da verjetno vsaj v nekem začetku tega novega obdobja ne bodo delovali kot neka uigrana opozicija. Po drugi strani moram pa reči, in to je ta večni problem SD-ja, imajo torej v državnem zboru kot vodjo Meiro Hot, ki pa se mi zdi povsem uigrana z linijo, še prejšnjo linijo Urške Klakočar Zupančič, posledično z Janjo Sluga in Leno Grgurevič v novem mandatu, kje se je to tudi ta teden videlo, ob tem, ko sta si Han in Golob izmenjevala
na meji neke sovražne tone, je pravzaprav poslanska skupina skupaj zagnala, skupaj s Svobodo in Levico Viking krik zaradi Stevanovičevega zapisa o pocestniškem obnašanju, torej nimajo neke jasne linije. In mislim, da se kaže to tudi v trenjih. Ta teden sem bral o nesklepčnosti, ki se ponavlja na predsedstvu SD-ja, torej ne pride jih dovolj, da bi bilo predsedstvo sploh sklepčno in bi bilo upravljeno. Zdi se mi, da bodo v opoziciji vendarle imeli malo več časa za ukvarjanje sami sabo, vendar odločitev, ali bodo satelitski odnos do Svobode in do Levice gojili še naprej, ali pa bodo ponudili neko novo vizijo samostojnega razvoja stranke, bodo morali sprejeti čim prej. Ne izključujem tudi možnosti večjih odločitev in prelomov v naslednjih 4 letih za to stranko, verjetno tudi na osi vprašanja, ali vsaj epizodno zagrabiti to partnerstvo za razvoj ali ne. Morda v sklopu SD omenim samo še Tanjo Fajon, menda treba je biti iskren, dokaj bleščeči politični karieri, če gledaš CV, se vrača na 3. program Radia Slovenija oziroma tako imenovani Radio Ars. Zdaj, jaz se strinjam, mislim, da če hoče SD preživeti, mora nujno se nekoliko reformirati, se umakniti iz te podizvajalske pozicije za Roberta Goloba. Če želijo karkoli resnega doseči, torej nek vstop v neko koalicijo KUL, kot smo jo videli v prejšnjem mandatu pod Tanjo Fajon, mislim, da bi bil za njih kontraproduktiven. In ja, mislim, da je to neko tudi sporočilo, da jih ni bilo na tisto poslovilno tiskovno konferenco, na kateri smo skoraj od ganjenosti potočili kakšno solzico za odhajajočo vlado, tako zelo so se samo hvalili. Pričemer, ko so že pri solzicah oziroma solzah, mislim, da ne mora mimo tragedije, pravzaprav, ki je zaznamovala to sestavljanje vlade oziroma poskuse njegovega oviranja. Torej, Dušan Konda najverjetneje storil samomor, potem, ko je bil nekako izpostavljen kot tisti, ki so ga angažirali za poskus pridobivanja poslancev stranke Resnica, konkretno Aleksandra Štoreta. V principu sem človek, ki izjemno nerad za takšna dejanja, kadarkoli pride do njih, išče ali pa nekomu obeša izključno odgovornost. Mislim, da so to tudi tako radikalne odločitve, da si prerežeš žile in da odideš, da te težko en sam dejavnik pripravi. Do tega je to vendarle nek notranji poriv oziroma klic. Pa vendar bi rekel, da vidim vsoto nekih silnic, ki lahko osebnost, ki je strukturirana na ta način, pripelje bližje k temu, in vidim na konec koncev na obeh straneh političnega parketa. Na eni strani, ostajam konsistenten z oceno iz preteklih tednov, se mi zdi, da so šli v resnici prehitro in premalo trdno z očitki o nekem konkretnem imenu osebe, ki ni bila zelo javno izpostavljena v preteklosti. Če so že želeli javnosti poslati očitek, da jih je nekdo podkupoval z obljubo paradržavnega denarja, potem bi bilo verjetno na mestu omeniti recimo Dars in Andreja Ribiča kot nek res strankarski obraz Svobode. Ne vem, zakaj je bilo treba dejansko omenjati osebo, ki je relativno nepoznana Sloveniji, ki je sedela na dotični kavi, vsaj ne v tem prvem obdobju, ko stvar še ni forenzično raziskana na policiji. Na drugi strani bom pa rekel, da je zanimivo tudi to, da z odhodom Dušana Konde z tega sveta odhaja tudi kdo, ki bi v nadaljevanju razčiščevanja te afere lahko povedal več o metodah, ki jih je bila očitno pripravljena uporabiti Svoboda, da bi ostala na oblasti. Ja, sploh še, ker ni naključno dejstvo, da gre za predsednika Kajakaškega oziroma čolnarskega kluba. Predsednik Kajakaške zveze Slovenije je Andrej Ribič, znan kajakaš je pa tudi Robert Golob. Tako da tukaj je, bom rekel, mislim, da je na policiji, da ena od stvari, ki jo bo mogla raziskati, je tudi ta zgodba. Glede na, vesel bom, če me dejstva demantirajo, glede na preteklost, nisem optimist glede razčiščenja tovrstnih zgodb. Je pa to absolutno velika osebna, družinska tragedija, tako da svojcem na tem mestu najno sožalje. In se pravim, mislim, da se vendarle sicer na zelo tragičen, dokaj krvav način mora slovenska politika učiti iz tega, da torej vsaj z osebami, ki niso ne relativno, ne absolutno javne, ne operira tako hitro.
na tako brutalen način. In ko smo pri razčiščevanju težav, smo videli, da nekatere stvari grejo v Sloveniji bistveno hitreje kot druge. Torej, kuharski velemojster, ki si je omislil zelo drago kuhinjo za 26,000 evrov in je potem ni bil zmožen plačati, zato je vzel kredit od prijatelja. Je čisto slučajno direktor podjetja, ki je imelo interes pri občini glede prostorskih načrtov. Mislim, da so ljudje ta teden imeli dovolj časa, da ponotranijo detajle zgodbe, zato zavrtiva tistih nekaj najbolj epskih izjav, pa potem še kakšen komentar. Vse skupaj je trajalo dejansko 15 ur prvi dan, potem samica 2 dni, potem pripor na Povšetovi. To je mučenje, nehumano mučenje človeka in ki ni ničesar v bistvu mu niso dokazali v tem času. Jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje. Tam sem potem tudi po noči doživel napad tesnobe. Tlele imam dokument, da piše diagnoza anksioznost. Kakšna je torej zgodba s to kuhinjo? Ste sami plačali teh 26,000, ste jo kupili sami? Povem takole, ker je kuhinja bila zelo draga, sem prijatelja prosil za pomoč, da mi posodi in to posojilo sem začel vračati. V vsakem primeru ne bi nikoli ostal dolžen niti centa. Pri kuhinji me je presenetila visoka cena, zato sem prijatelja Antona prosil, da mi takrat pomaga in zaprosil za posojilo. Nisem vrnil še vsega, začel pa sem odplačevati. Kaj pa glede zaposlitve vaše partnerice? Tukaj so tudi bili očitki, kdaj, kako, na kaj se je zaposlila? Moja partnerica ni zaposlena, ona je samo pogodbeno sodelovala, zato ker ima podjetje potrebo po francoskem prevajanju. Morda najprej moj komentar teh, bom rekel, rahlo šegavih izjav moravškega župana, najprej glede prevajanja. Mislim, se ne da kar nihče od prevajalcev te dni nima dela, to bi bilo prehuda poenostavitev. Pa vendarle v času, ko zelo solidno, to vemo na primeru slovenščine, ki jo dobro obvladamo, kakšen izdelek dobiš, umetna inteligenca marsikaj zelo hitro prevaja iz glavnih svetovnih jezikov v slovenski jezik. Sem vendarle skeptičen, spet, če bi bilo to kje druge, ampak ravno pri tem istem podjetju, katerega direktor je tudi posodil za kuhinjo, imam svoje mnenje o tem. Po drugi strani seveda velja v tej državi in v pravni državi na splošno domnevane dolžnosti. Druga stvar, če se obesim na to famozno kuhinjo za 26,000 evrov, prvič lahko res potrdim, da je to ekscesno drago za privatno rabo v neki stanovanjski hiši, morda za neko profesionalno kuhinjo v centru Ljubljane za gostinski objekt. Ne vem točno, kakšna Mišlenova zvezdnika sta tako župan kot njegova partnerka. Poleg tega pa bom rekel, tudi če zgodba drži, je bil torej frapiran, ker predračuna ni zahteval in je bil potem presenečen, koliko to stane. Tudi če bi temu verjel, si župana, ki na tak način privatno posluje, da torej zagrabi kuhinjo, ki je sam ni sposoben plačati, ne bi želel imeti v svoji občini, pa čeprav imam v svoji občini Zorana Jankovića. Prideva še do Jankovića. Mogoče sam še to bi dodal, da se mi pa vendarle zdi, da gre za nek sum, da vendarle, ko gre za neko manjšo občino in nekega politično manj neko socializiranega politika, torej župana, ki ni strankarsko opredeljen, gremo kar hitro, pa v pripor, pa 30 dni pripora. 5 dni po hišni preiskavi je že pripor, lahko se pa in pri Jankoviću, pa tudi pri Arsenoviću vprašaš, zakaj ni isto. Ja, tukaj pa res pravim, priložnosti za skok ne manjka. Ja, ne manjka. In zdaj še ena zgodba, ki jo bova odprla malo kasneje, tudi ta z Dušanom Smodejem, meni kaže same težave za ta bodoči skok, ki si ga ravno omenil. Od tega, da imamo sistem, ki ni sposoben niti v benignih primerih poklicati pred sodišče, obdolžence, do tega,
da bodo signali, če bo pregon skoka ideološko zgolj v eno smer napačni in bo potem naslednja vlada prišla to podret, zbrisala sistem, ga podirala, postavljala na novo. Na ta način še naslednjih 35 let ne pridemo nikamor. Ne. Ja, kot se zdi, da nikamor ne pridemo v Ljubljani. Ne. Zdaj, bizarna situacija, bi lahko rekel celo, ko je v ponedeljek sta bili v ljubljanskem mestnem svetu kar 2 izredni seji. Najprej prva, na kateri so odpoklicali oziroma umaknili odlok o parkiranju. Ne. Torej, sporni odlok. Zoran Janković je čakal, ne, da je dobil informacijo, da so podpisi zbrani, če ne bi bili seveda odloka, ne bi umaknil. Ko so bili podpisi zbrani, ga je nemudoma najavil, da ga bo umaknil, potem pa kar naenkrat ugotovil, da s tem, ko so podpisi zbrani po statutu mestne občine, tako in tako je referendum sklican, ne, tudi podpise so potem vmes pobudniki vložili in zvečer še ena izredna seja, kjer so referendum razpisali, pri čemer zdaj ni čisto jasno sploh, kaj se bo na referendumu odločalo, ker torej odloka, ki bi ga na referendumu potrjevali ali mu nasprotovali, zdaj uradno pravzaprav sploh ni več. Ne? Ja, tu jaz vidim trg, tako bom rekel, iniciativi seveda jaz pripisujem dobre namene. Mislim, da je tudi ukrep na področju parkiranja, ki si ga je zamislil v nekaterih soseskah Janković, nevzdržen za tiste, ki tam živijo, ne, in po pravici so se uprli, pa vendarle pri sklepnem dejanju, ne, in to so ravno manevri povezani z referendumom, pa mislim, da je prišlo do trka ljudske naivnosti, ne, ki ustraja na referendumu iz nekih plemenitih, recimo spet ciljev, ne, in politične pragmatičnosti in izkušenosti, kjer se potihem Zoran Janković tega referenduma sredi vročega poletja v juliju celo veseli. Ne. Mislim, da se ga ne veseli, mislim, da se ga v resnici boji. Je pa načrtno, mislim, da postavljen v poletje, zato, da bi se zmanjšala volilna udeležba in mislim, da je tudi načrtno akcija Zorana Jankovića, da zmede volivce, torej, da s tem umikom odloka pravzaprav niti ni jasno, o čem bi se odločalo. Ne, pri čemer je pa za moje pojme zadeva kar precej preverzna, sploh iz vidika, ne, ker treba upoštevati eno stvar. Ne. Mestna občina je postala nekako na čuden način lastnik teh parkirišč, ki so, in tukaj ni samo problem Štepanskega naselja, tukaj je problem tudi v Šiški, tudi še v nekaterih drugih naseljih, tako da sploh delač od tega, da bi bil to nek lokalen problem zgolj Štepanskega naselja. Ne. In Janković je pravzaprav zdaj to si nekako prisvojil, je mestna občina prodajala ta zemljišča drugam, gradila na njih in tako dalje. Zdaj, ko je teh parkirišč bistveno premalo, pa bi Janković še na njih služil, ne, pri čemer je ta odlok, ne, ki si jaz predstavljam, če bo referendum izglasovan, da ne bo kvoruma proti slučajno, ne, ga bo Janković zelo verjetno takoj dal nazaj in z močnim glasovalnim aparatom, ki ga ima v mestnem svetu, tudi potrdil. Da je to referendum, ne? Ki ne glede na izid, tako je rekel, ne bo spremenil ničesar. To je pač žargon šerifa. Ja, ampak to je v resnici bo spremenil marsikaj, ker če je zglasovano proti, ne, potem mislim, da težko Janković še enkrat da isti odlok ali pa odlok z enako vsebino. Ne. Ravno to sporočilo, ki ga daje Janković, pa je, sej ni treba iti na referendum, ker bo itak vseeno, ne, pejte rajš na morje. Ne. Mislim, da tukaj Janković sicer zelo močno zavaja in opozicija, ne, iz civilne iniciative so si dali pravzaprav zelo zahtevno bitko. Je pa res, če jim pa uspe, ne, ker mislim, da bo zdaj en mesec mogli zelo trdo delati, ampak če jim uspe, mislim, da so pa konkretno zamajali vladavino Zorana Jankovića in mislim, da se Janković tega v resnici pravzaprav zelo boji, ker se zaveda, ne, da zato mislim, da izvaja vse te manevre, da bi odvrnil ljudi od glasovanja, ker se zaveda, če pa bodo ljudje prišli glasovati, je pa v resnici resno ogrožen njegov mandat. Ne. Poglejva ta klip, je to prvi tovrstni referendum v Ljubljani, to drži, ne, pa poglejmo, kako vehementno se ga loteva župan. Referendum bo. To bo prvi ljubljanski referendum na pobudo meščanov. Razpravljali bomo o odloku, ki ga ni več. Ne oni hoče referendum. Na eni strani mi je žal milijona, ki bo stal referendum, pa enostavno po drugi strani se mi zdi bolj pomembno, da spoštujemo demokratične vrednote v tem mestu. Ko Janković govori o demokratičnih vrednotah, je tudi svojevrstna ironija. To težko spravi, se mi zdi sebe, ampak najbolj nemogoča vseh izjav, ne, ki jih je dal na to temo, se mi pa zdi ta, da mu je žal 1 milijon evrov iz mestnega proračuna
Nekdo je napisal, res, če bi se spomnil, kdo točno bi ga citiral, nekako tako, da ko Janković govori, da mu je žal milijona, najprej vedno pomisli na 70-milijonski bazen, tam nekje med Šiško in Tivolijem. Ne? No, in ko že govorimo o milijonu, mislim, da so tudi v SDS-u zračunali, da v resnici sploh ne gre za milijon, ampak za nekje dobrih 400,000, če smo že ravno pri tem. Mislim, da je Janković spet zaokrožil za to, da bi se še bolj omalovaževalo, torej civilno iniciativo, ki je pravzaprav prva mestna civilna iniciativa, ki se mu je tako močno, torej, da je zbrala podpise in se mu na ta način postavila po robu. Mislim, za to fasado Zorana Jankovića, mislim, da je kar nekaj tudi strahu. Jaz bom sicer rekel tako, referendum je, kot sva ugotovila, pade v sredino julija. To je težek čas za takšna politična glasovanja, ne samo na mestnem, tudi na državnem nivoju bi bil naporen čas za referendum. Na drugi strani vidiš, da je ta glavna komunikacijska os občine oziroma župana, torej, popolnoma brez veze, glasovali bomo o nečem, kar ne obstaja, to bo seveda njegov nagovor ljudem, ne. Možnosti, da bo kvorum dosežen tako naporno, bo res naporno do tega priti, se pa strinjam, da če bi to sredi poletne pripeke kljub temu uspelo, potem je to pomemben signal za župansko tekmo, ki bo pa v sredini novembra. Tako rekel, tudi za referendum o vodah, ki je bil, mislim, da že krepko, ne ravno julija, ampak krepko v poletju, se je zdelo takrat, da nima možnosti. Samo vprašanje realne naveličanosti je. Takrat recimo, da je imela Slovenija tudi ne nujno samo radikalno leva poln kufer covidne vlade, niti ne bom rekel Janševe, ampak kdorkoli bi padel čez covid, da bi ga imeli Slovenci hitro poln kufer. In če imajo po 20 letih res poln kufer Jankovića, potem je ta priložnost zdaj. Ja, pa spet smo pri vodi, kanalci, nič in tako dalje. Mislim, da ima Janković kar nekaj odprtih front, ki se, če se bi ti akterji uspeli povezati, in presenetljivo je to, da pravzaprav glavno pri teh parkiriščih do neke mere je prišlo do te povezave, od leve do desne, čeprav nekateri bolj pro forma, ampak kakorkoli, upanje je, rekel, zdaj pa je na Ljubljančanih, da pokažejo, ali tudi resno bi pa še to dodal, če se bo levo omrežje v ozadju odločilo, da je Jankovića dovolj, potem bo imel težave do novembra in pred novembrom, torej do same županske kandidature. Če pa bo tudi to uspešno prestal in te odločitve oziroma resnega protikandidata na levici z resnim kapitalskim zaledjem ne bo, pa utegne imeti težave, ko se bo skok polno operacionaliziral v času nove Janševe vlade. Tako da burno okoli Jankovića v vsakem primeru bo. No in ko smo že pri skoku, še zadnja stvar, ta teden kar nekoliko v posmeh pravni državi, smo lahko gledali izjave Dušana Smodeja, češ kako se iz Francije ne more udeležiti sojenja, naj mu država plača potne stroške, pa bo prišel na obravnavo, ki se je pravzaprav že vlekla, torej že sama obtožnica je trajala kar precej let, da je prišlo do njene. Glej, pravno državo med drugim, ne samo zato, da se ne pobijemo sredi belega dne med seboj, imamo tudi zato, da sem in tja pri javno bolj izpostavljenih primerih javnost dobi nek občutek zadoščenja in delovanja, nek red v družbi. Ugotavljala sva pred tednom dni, da nam je to sporočilo v primeru recimo Šutarja v Novem mestu povsem spodletelo, zdaj ko smo pri epilogu. Lahko ugotoviva tudi tokrat. Glej, 4 leta je trajalo od hišnih preiskav oziroma od začetka preiskave do tega, da je do predobravnavnega naroka sploh prišlo. Od tega je leto dni trajalo samo vročanje obtožnice Dušanu Smodeju, ki je zadnja leta, čeprav razumem, po javnem razkritju te afere, nekako tako kot Leonardo DiCaprio v filmu Catch Me If You Can, ujemi, če me moreš, vsak dan v drugi evropski državi. Popolnoma impotentno se kaže slovensko pravosodje in tudi to, da ga po 4 letih tega cirkusa ni bilo na predobravnavnem naroku, je še bolj kot posledica njegovega izogibanja, posledica impotence pravne države. Za piko na i bi jaz zavrtel izjavo, kjer tožilka nekako ubesedi, kaj je bil tokrat problem, pa bi potem imela še neko sklepno misel. Gleva. V bistvu je prišlo do enega zapleta, ker pravzaprav ni minilo roka 8 dni od vročitve vabila, tako da je šlo za en postopkovni zaplet, na podlagi katerega je potem sodnica preložila predobravnavni narok in na podlagi katerega tudi obtoženi ni pristopil. Predvsem bi rekla to, da
jim sporoča, da je sistem neučinkovit, da jih ne zmore učinkovito zaščititi, učinkovito poskrbeti za to, da bi prišlo dovolj hitro do nekega epiloga. No, tu gre za to zadoščenje, za nek epilog, za žrtve in to vedno znova se mi zdi v odmevnih primerih izostane. En detajl bi še izpostavil. Ob tem, N1 je zelo dosledno spremljal zadnje tedne pred začetkom sojenja ta primer Fotopub. 25. maja so naključno govorili ravno na zadnje s Modejem, pa jim je rekel, da živi in dela v Italiji in Francije niti omenil ni, Tokrat pa je kot izgovor, da ga fizično ni na predobravnavnem naroku navedel, da med 25. majem in mislim, da 15. junijem dela in živi v Franciji in da ne more. Tako da nekaj v tej zgodbi ne gre. Kot si rekel, posmeh je zahteva, naj mu, če ga želijo tule na sodišču fizično plačajo pot. Z veseljem pa jaz svoj del kot davkoplačevalec krijem poti v zelo neudobnem prtljažniku marice iz tujine do Ljubljane. V Lisicah, se strinjam. In en detajl, ki je pomenljiv. Veš, da se ta afera Fotopub nekako navezuje na kulturno-politični milje stranke Levica. In tule je samo še pika na i, kdo je prišel na sodišče Dušana Smodeja zastopati v njegovi odsotnosti. Odvetnik, ki je v umoru, če se spomneš mafijski umor na Brdu v Ljubljani, ko je umrl Satko Zovko pod streli kavaškega klana, je ta isti odvetnik, ki zdaj brani Smodeja, branil razvpitega Cezarja, ki je obdolžen tega mafijskega umora. Torej, tu se ti lepo riše v bistvu ena politično interesna sprega skrajno leve politike, organiziranega kriminala in neke kulturniške elite, ki pravi, da zastopa stranko brez afer. Stranko brez afer, ravno to sem hotel tudi jaz, da s tem piko na i. Marsikaj se je še zgodilo ta teden, pa sva nekako dosegla tisto skrajno mejo, ki si jo dava, za razliko od poslancev, ki bi želeli iti neomejeno, sva midva rekla. In če si opazil, sva zadnje čase v gabaritih v bistvu ene poštene nogometne tekme. 90 minut. Mislim, da se bo v prihodnjih tednih uspela nekoliko skrajšati, ker vendarle vlada je potrjena, tako da tega najbolj burnega dogajanja. Da bi prišla nekako na košarkarsko minutažo iz nogometa. Ampak mogoče sam še spomneva gledalce, prijavili smo se na razpis za dolgotrajno, torej na ministrstvu, ki se ukinja za solidarno prihodnost. Seveda naš novinar ni bil izbran. Dobil je nekaj, mislim, da 5 vrstic odgovora, da njegova vizija ni ustrezna. Tako da o več detajlih podrobneje, kako poteka zaposlovanje na ministrstvih zadnje dni iztekajočega mandata na portalu zanimaj.me, pa dogajanje v Ukrajini, obramba, kar nekaj premikov in pa primerjava recimo zdravstvenih sistemov, vse to. Tudi ta komentar, zakaj se nam obeti in napovedi novega finančnega ministra zdijo kar malo žalostni ali pa premalo ambiciozni. Vse to in še kaj na portalu zanima.me. Kjer bo jutri tudi epizoda Safari Special. In v njej, kot smo rekli, ekskluzivno o tem, kdo točno je torej novi generalni direktor slovenske policije in kakšne bi utegnile biti njegove prve prioritete na položaju, pa tudi o tem, kaj točno se skriva za napovedjo novega železniškega Darsa, s čemer v bistvu Jernej Vrtovec napoveduje premik vreden 200 milijonov, najmanj 200 milijonov evrov letno iz sistema slovenskih železnic. Torej, po domače povedano, skoraj nič več ne bo tako, kot je bilo od nočnega dela na avtocestah naprej. Se gledamo jutri v epizodi Safari Special za naročnike. Lepo zdrav.